Ja, samozavestno se je vrnil na slovenske igrišče, ne, ta njegova izjava, da on in Cvit Sešljar sta generacijska talenta, ta je kar močna, ne, tako da bo res zanimivo videti, kako bo zdaj vse to prinesel na igrišče. Seveda, kot vsakemu slovenskemu nogometašu, še posebej mlademu, mu želimo, da mu to čim bolj uspeva. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend. In dolgo se v tem podcastu nismo pogovarjali o nogometu, mogoče dolgo za mene, ne? Ker je bilo kar nekaj zadnjih podcastov namenjenih drugačnim temam, recimo politiki, in o politiki seveda boste v tem podcastu v naslednjih tednih poslušali še veliko. Danes pa, kot sem dejal, znova o nogometu, ker se začenja spomladanski del prve lige. Preden bomo šli na debato, še to vabilo, da nas posledite na vseh možnih kanalih, da se naročite na ta podcast in da nam pošljete kakšen komentar, stisnete oceno, like, unlike in da pač izrazite svoje mnenje, svoje želje, da lahko vsebine prilagajamo vam, ker si to seveda tudi mi želimo. Jaz sem Miha Dajčman, v svoji družbi pa pozdravljam starega nogometnega kolega Marka Kovačeviča. S Markom sva v enem drugem podcastu se nazadnje javljala iz Evra. Se spomniš? Se spomnim, iz Frankfurta. Da. Je signifikanten kraj za slovenski nogomet. Zakaj? Ja. Tem vsem, kaj se zdaj še dogaja. Ne? Res je. In Marko je tudi bil zadnji, ki je v Večeru za vikend govoril o nogometu, takrat z Matjažem Kekom in od konca prejšnjega leta oziroma začetka tega leta se je nekaj stvari vseeno zgodilo v slovenskem nogometu, čeprav je bil zimski premor. Recimo, če ostanemo za začetek pri reprezentanci, ker bo kasneje več poudarka na klubskem nogometu, je v bistvu največja stvar ta, da je Boštjan Cesar le postal selektor slovenske nogometne reprezentance. Marko, ali te je izbor Cesarja za selektorja presenetil? Malenkostno, ker sem pač mogoče, ne bom rekel nasedel, ampak verjel, da dejansko gre za izbor nekih več kandidatov, da so zelo močna imena slovenskega nogometa, kot so Darko Milanič in Ante Šimundža, pa tudi še kdo drug se je pojavil vmes, dejali, da jih ta vloga zanima, da bi radi prevzeli reprezentanco, ne, kar recimo v prejšnji epizodi iskanja selektorja, ki je zdaj že sicer kar oddaljena, ni bilo. Ampak potem je bil pa izbran kandidat, za katerega se je zdelo, da je to postal v bistvu že skoraj 3 leta nazaj, ne, takrat jeseni 2022, ko je uspešno nadomestil takrat obolelega Matjaža Keka v Ligi narodov. Zdaj pa tak, ne, rekli so pač, da ni zelo izkušen v članskem nogometu, ni težava. Jaz pa zdaj vidim tu, če potegnemo sporednice s prejšnjimi selektorji, da lahko Boštjan Cesar postane ali Katanec 3.0 ali pa Kavčič 2.0. Ne. Imeli smo zgodbo z takrat neizkušenim Srečkom Katancem, za katerim je bila sicer izjemna igralska kariera, pa nas je iz reprezentance, ki je v kvalifikacijah prej osvojila 1 točko, odpeljal na Euro 2000 in potem še na svetovno prvenstvo 2002 seveda. Potem je pa Tomaž Kavčič je pa nekako tako napredoval kot zdaj Boštjan Cesar, se pravi iz vloge pomočnika v selektorja, pa niti tiste Lige narodov ni zdržal do konca, tako da upam, da se bo karijera Boštjana Cesarja bolj na to Katančevo stran obrnila, ne na Kavčičevo. Sam sem bil v času imenovanja Boštjana Cesarja v Turčiji, v Beleku, kjer sem spremljal priprave vijoličastih in ena zadeva me je malo zmotila, zato sem napisal komentar, ki je bil kar bran, ne? Tako, če lahko tako rečemo. Pa je bila ena dilema tam na začetku tega komentarja postavljena, ali je šlo za namerno zapisan v bistvu CV Boštjana Cesarja v sporočilu za javnost Nogometne zveze Slovenije, da
pač da ni bil omenjen Maribor v njegovih referencah trenerskih. Torej, ali je bila to napaka, ali je bilo namenoma tako, kaj ti misliš? Zdaj, prepričan ne morem biti, je pa absolutno nenavadno, ne, da kot si sam takrat lepo napisal, da največje trenerske reference novega selektorja ne omeniš, ne, kakorkoli. Pa sploh, da je bil v tistem besedilu, so bili pa mislim, da omenjeni vsi klubi, za katere je igral, ne, tudi če ni bil pri njih ravno neko daljše obdobje. Že zdaj nisem prepričan, Olimpija je bila omenjena? Mislim, da je bila. Aha. Mislim, ajde, bomo preverila pa v komentarje, kam se to zapiske vdaja. Ja, naj ljudje komentirajo. Tako in naj popravijo. Zdaj, če je bilo to namerno ali ne, pač, kot si tudi sam dobro ugotovil, ne, bi se še vedno dalo kasneje to popraviti. Ne. Niso zato oni natisnili na jumbo plakat in ga obesili v avtocesto, ki se ga potem ne da več popraviti, ampak so objavili na spletni strani, kjer so popravki vedno mogoče, ne, sploh potem, ko mislim, da so bili tudi opozorjeni na to, naše prednje, tisti komentarji še. Ja, res je in mogoče je tu vseeno ena taka začetna točka tega, s čimer se v Mariboru pogosto ukvarjamo, ne, ves čas vidimo nezaveznika v Nogometni zvezi Slovenije, ne, ves čas vidijo to v Ljudskem vrtu pač malo drugače, pa predvsem navijači, ne. Zakaj Nogometna zveza Slovenije tega nekako ne prekine, zakaj ne poveže vseh polov slovenskega nogometa, sploh pa kluba, ki je osvojil največ lovorik in bil najuspešnejši v evropskih tekmovanjih od slovenskih klubov, zakaj ga ne pridobi na svojo stran? Ja, se v nekih teh PR sporočilih ali pa javnih nastopih, ne, se vedno hvali Maribor, njegovo zgodovino. Ne nazadnje je Zlatko Zahovič zdaj dobil nagrado predsednika Nogometne zveze Slovenije, Radenka Mijatoviča, ampak po drugi strani, ne, če se pa ta isti predsednik na vsaki tekmi pojavlja na velikih plakatih s prečrtano glavo in pa z ne najbolj primernimi zapisi zraven, pa verjetno ni najbolj navdušen, ne, nad stanjem duha v najbolj nogometnem mestu na svetu. Tako da verjetno za ta trenja oziroma za ta nek razkol ni zdaj samo enega krivca, pa samo ene strani, ki bi to poglabljala. Tako da po moje lahko iščemo vzroke tukaj. Ne. Matjaž Kek na nek način je uspel malo ta prepad vsaj zakrpati, predvsem z nekim tem poudarjanjem, kako se v nogometu ne smemo deliti, ampak če pa pogledamo, kolikokrat je bila pa članska reprezentanca v njegovem mandatu, se pravi v debelih 7 letih v Mariboru, pa se kaže neka čisto druga zgodba, ne? Tako da tudi Mariborčano tega prepada ni ravno uspelo zajeziti oziroma prebroditi. Torej, krivi so oboji, ne? Ful dobro bi bilo, če bi kdo stopil korak nazaj ali pa naprej in podal roko v dobro slovenskega nogometa, ki pa je v tem trenutku v škripcih, smo lahko ugotavljali in tudi prebrali v tvojem komentarju, objavljenem ta teden v Večeru. Domžale so šle v stečaj in ne bodo igrale spomladanskega dela sezone. Spins je napovedal stavko za prvi spomladanski krog, ki je zdaj prestavljena. Ni ravno prijetno brati, poslušati, gledati te zadeve in hkrati razmišljati o tem, ok, gremo na tekmo pri -5, ok, zdaj bo ta vikend malo manj, ampak vseeno vzdušje ravno ni najbolj spodbudno. Ne, kot da se na slovenski nogomet zgrinjajo vse možne težave in tegobe in kar jih je. Ne. To, da praktično sredi sezone liga ostane brez enega kluba, je res katastrofa. Ne. Dudič me je vprašal v Turčiji, če se jaz spomnim
kdaj se je nazadnje v regiji kaj takega zgodilo, da se on česa takega ne spomni. Ne? V Sloveniji se je to nazadnje zgodilo, zdaj letnice točno ne vem, ampak tam nekje na začetku 2000, mogoče bilo tam 2002-2003, ko je Korotan ravno tako izstopil, ne, na začetku spomladanskega dela sezone. Ampak takrat smo imeli vsaj Ligo 11, ne, ker je bilo v ligi takrat še 12 klubov, zdaj bo samo Liga 9, se pravi po 4 tekme na krog. Ampak ne zgolj zaradi tega, ne. Vse, karkoli si mislimo o Domžalah, zagotovo morajo tam odgovorni se vprašati po odgovornosti, mogoče celo se bo to zgodba še dolgo razpletala, ne na igriščih, ampak mogoče celo v kakšnih sodnih dvoranah in podobno, ampak pustimo zdaj špekulacije. Pač klub, ki je res pomembno sooblikoval slovensko nogometno krajino, ki je vzgojil nazadnje številne reprezentante, ki je ponudil priložnost nekaterim igralcem, ki so bili drugje odpisani, pa so se tam razcveteli, postali pomembni igralci, ki je nenazadnje bil 2-krat prvak, ki je odlično delal z mlajšimi selekcijami, bil tudi tam neštetokrat prvak, igral mladinsko ligo prvakov in vse ostalo. Ko tak klub potone, to zagotovo ni dobro za nikogar v slovenskem nogometu. Je bilo pa zanimivo razmišljanje Zorana Zeljkovića, zdaj trenerja Kopra, ki pa je kar 10 let, mislim, da preživel kot igralec v Domžalah, in je kolegom z ekipe dejal, da v bistvu bilo za Domžale boljše, če bi v prejšnji sezoni izpadli, ne, iz prve v drugo ligo, da bi tako mogoče se malo streznili, da bi se potem tudi ta zgodba lahko drugače razpletla. Ampak kaj bi bilo, če bi bilo, ne moremo vedeti. Dejstvo je, da imamo v ligi zdaj samo še 9 klubov. Nažalost pa ta domžalski scenarij ni osamljen, ne, ker se kaj podobnega napoveduje še v kakih drugih sredinah in to kar takih tradicionalnih za slovenski nogomet. Ja, zdaj v Velenju pravijo, da njihov investitor trenutno v bolniški, tako da čakajo, kaj bo naredil. V Gorici je mestna občina sklicala lokalne podjetnike, velika podjetja, da pristopijo in pomagajo klubu. Spomnim se lani, ne, težave v Ptujski Dravi in verjetno to niso edini primeri. Upamo, da se kaj takšnega ne ponovi hitro in pa seveda, da bi licenčni postopki bili bolj uspešni, ne, vsaj v tem pogledu, da ne pride do situacij, ko se morajo klubi zapreti in nekako začeti pot na novo. V Domžalah je vse to dobro, da bodo mladinske pogone prevzele, vse tako napovedujejo, Radomlje in nekako zagotovile mladim nogometašem nadaljnji razvoj pod taktirko dobrih in v preteklosti že uspešnih trenerjev. O Spinsovi stavki sva še govorila zdaj, ta je prestavljena. Kaj sploh lahko tukaj pričakujemo? Vemo, da neki zakonske spremembe na področju obdavčitev se ne sprejemajo iz danes na jutri. Ne, tudi verjetno sploh v času pred volitvami. Če prav zdaj bi lahko marsikdo kaj obljubil, ne, ampak če pa gledamo ta sektor profesionalnih športnikov, v bistvu gre za zelo malo število ljudi, ne, in tu mogoče predvolilna obljuba ne zajame tako velike baze volivcev, sploh gre v primeru slovenske prve lige za veliko število tujcev, ki sploh nimajo volilne pravice. Ljudje pa v bistvu, ali pa tisti, ki nimamo teh bajnih pogodb na SP-jih, ne, pa verjetno v bistvu sploh ne razumemo, za kakšne obdavčitve gre. Pred časom sem se pogovarjal z enim pravnikom, ki je razlagal, da ko pride nogometaš, recimo, ali pa košarkar iz tujine v Slovenijo in gre v drugo ali tretje leto pogodbe, se mu ta znesek, ki je bil najprej prvo leto neobdavčen, pa obdavčen po zelo nizki stopni, kasneje skoraj da prepolovi, ne. In zaradi takšnih davčnih sistemov pri nas, pa se opravičujem vsem, ki poznate boljše izraze za te birokratske zadeve, v bistvu v Slovenijo ne morejo prihajati zveniče okrepitve ali pa
mogoče boljši nogometaši, kot bi si želeli, zato ker v bistvu tukaj nogometaši niti ne dobijo toliko, kolikor mogoče podpišejo za tisto prvo leto. Ne. Ja. Ja, po drugi strani pa znova, ne, zakaj pa so vsi samo zaposleni, ne, v športu, ker vseeno dobijo več, kot da če bi imeli neko obliko redne zaposlitve, ne, imajo to pogodbo za določen čas ali kaj, ne. Zato se tudi poslušujejo te stvari, ampak ja, verjamem seveda, kariera športnika, profesionalnega športnika je kratka in v tem času si želi seveda nabrati čim več in zdaj, če hoče biti Slovenija konkurenčna z nekimi ostalimi okolji, mora vse približno enake prakse obrati, tako da zanimivo bo spremljati tu, ne, sindikat Spinc v bistvu ob tem, ko je odložil stavko, je hkrati napovedal, da se zna ta stavka še zaostriti, ne, da ne bojo vključeni samo nogometaši, ampak praktično vsi profesionalni športniki v Sloveniji, da zdaj tudi v pogovore, da se bojo še ostale zveze oziroma predstavniki ostalih športnih panog vključili. Spodbudno je to, da so vsaj dobili neke sogovornike na ministrstvu in da se o teh zadevah razpravlja. Zdaj, kaj bo pa to pomenilo za samo okolje, za naše športnike in za nogometaše, pa bomo videli, ne. Če ne prej, mogoče potem proti poletju ali pa jeseni, ko se bojo kakšne nove smernice v politiki vpeljevale. Ja, pa smo še mi dva šla na politiko. Pa imamo politiko tukaj. Ja, pisal si tudi v blišču Stožic v tem času, ko Stožice gostijo eno od skupin Evropskega prvenstva v futsalu. Slovenci so relativno dobro začeli to prvenstvo. Zdaj podrobneje dalje ne bova šla, zato ker to snemamo v četrtek, ko Slovence čaka nova tekma, tako da ne vemo, kako se bo zadeva razpletla, vseeno pa čestitka tudi vsem Mariborčanom, ki nastopajo v dresu Slovenije in kažejo res odlične igre. Svidogol Žige Čeha. Nisem se gledal, ampak bom pa čestital še enemu, ki je tudi igral za Maribor, Teo Turku, ne, ki je postal oče ravno na dan, ko je zabil gol proti Belgiji. Ne. Odlično, super. Gremo na klubski nogomet, predvsem bi se rad osredotočil na Maribor, ker to naše poslušalke in poslušalce seveda najbolj zanima. 2 pripravljalni tekmi, 2 poraza po, kot je dejal Feđa Dudić, kardinalnih napakah obrambnih in zvezdnih nogometašev Maribora. 2 pripravljalni tekmi sta odpadli, ena zaradi mraza v Mariboru, druga zaradi, ne vem, kaj je to bilo, ampak neke nevihte v turškem Beleku, ko se je pač za nekaj časa vse ustavilo. Vseeno pa pravijo v taboru vijoličastih, da so dobro pripravljeni, predvsem fizično bolje pripravljeni. Pogovarjali smo se v Turčiji z Jasminom Trnovcem, kondicijskim trenerjem vijoličastih. Zdaj, tisti, ki hodite na tekme, ga boste prepoznali po njegovi robustnosti. Gre za 2-metrskega tipa, ki na benču dvigne mogoče toliko kot 2 najmočnejša nogometaša Maribora skupaj. Vse tako mi je rekel, ko sva se pogovarjala v Beleku. Zelo zanimiv sogovornik je bil tudi off the record. Niso pa bruhali bojda nogometaši Maribora v teh pripravah, tako da verjetno še niso dosegli tiste najvišje stopnje Feđinega kondicijskega, ne smem reči maltretiranja, ampak nadzora oziroma pogona. Pa že to prenesejo. Ja, zdaj že prenesejo. Tako. Kaj ti pričakuješ od Maribora spomladi? Če se bo zdaj vse to uresničilo, kar je čim Bazgul tako lepo zapakiral, preden je ekipa odšla še na te mini priprave v Moravske Toplice, ne, da se vrača neka vijoličasta identiteta povezano z Mariborom oziroma z navijači in mestom. Vijolična duša. Tako, ja. Te napovedi so lepe, ne, verjetno tudi navijači so si jih želeli slišati. Nenazadnje tudi smo videli odmik od tistega prej klasičnega kadriranja v tej novi dobi, ki jo je zaznamoval Adžuni Lidžali in pa njegovi sodelavci, da Maribor ni zdaj prevetril povsem ekipe, ampak je pa pripeljal 3 nogometaše, ki so vsi povezani s slovenskim nogometom, ki so že tu pustili nek pečat, ki so nenazadnje tudi, če zdaj
geografsko malo širše meje postavimo, na nek način domači fantje, tako da tu je, ampak vseeno je pa zdaj lestvica brutalna za vijoličaste. Spomnim se napovednika zadnje tekme jeseni pred Aluminijem, ko je takrat ima Maribor, mislim, da možnost, da drži stik z Celjem na 9 točkah, pa je Fedžel Dudič rekel, ne, če bo šlo na več kot 10, potem je pa verjetno že konec. In zdaj šlo na več kot 10, šlo je na 12. Zdaj sicer ne pravi, da je konec, ampak bomo videli, no, kako bo to. Predvsem me zanima, no, kako se bojo ti novinci vklopili v ta Dudičev sistem. Nekaj obrise si pa verjetno tako že ti videl v Turčiji, no. Bil si samo eno tekmo, ampak... Ja, na tisti tekmi je Maribor poskušal s 3 osebnimi branilci od zadaj, zdaj po poškodbi Lana Vidmarja ne gre pričakovati, da bodo s to taktiko nadaljevali, vsaj ne do trenutka, ko ne pripeljajo novega branilca, kot sicer napovedujeta in Dudič in Čembazgul. Sicer ta tudi pravi, da ni pa zdaj velike potrebe po tem štoperju. Maribor igra agresivne, igra z hitrimi prehodi in igra res po odzeti žogi z neverjetnim presingom, ne? Ampak problem je Maribora vsaj bil jeseni, da pač je padel v drugem polčasu in na prvi pripravljalni tekmi to zimo se je v bistvu ponovilo nekaj podobnega, na drugi pa potem je pa Maribor zrastel ravno proti koncu tekme. Zdaj ne vemo točno, ali to pripisati tudi temu, da sta obe ekipi na tiste tekmi veliko menjavali, tako Debrecen kot Maribor, ali pa pač je res Maribor znal predstaviti predstavo više. To bomo pač videli na prvih tekmah. Se pa tudi jaz veselim, ja, da vidim, kaj lahko Cipot zdaj pokaže, potem, ko je mogoče doživel en manjši osebni poraz, ne, ko je bil v tujini, pridobival izkušnje, pa dobil strani športnega direktorja GK eno sporočilo, da pač, če hoče v karieri kaj narediti, da mora malo zbistriti misli. Ne. Fant je še vedno star, le 22 let, na pogovor z nami je rekel, da jaz zdaj sem pa že 22, ne, in fokus mora biti samo nogomet, Maribor in družina. Tako da dal je pa besedo, ne, Fedži Dudiču, da bo osredotočen na nogomet. Tako da zanimivo bo videti, če ga bo znal recimo Dudič brzdati. Na treningih smo lahko videli, kako domačni so recimo člani strokovnega štaba vijoličastih z igralci, recimo ob tisti situaciji, ko je očitno Vidmar izgubil spomladanski del, je bilo še nekaj šale, ker je res dobro odigral tiste vaje na treningu, tako v obrambnem kot napadalnem smislu, pa so se malo zafrkavali, ja, izpala mu rama, ne, a on gazi, ne, in pač se mi je zdelo tako zelo simpatično. Potem valjda naslednji dan so bili vsi poklapani zaradi tega, ampak se mi zdi, da se je ta neka kemija zdaj izboljšala v sami ekipi. In Dudič je recimo prva tiskovna konferenca, torej 3. januar, se mi je zdel neverjetno ne samo zavesten, pa žalosten primerjavi z njegovimi jesenskimi nastopi. Ne. Takrat tudi še ni bilo novincev, takrat še ni bilo tega, kar bi se naj dogovorili z šefi Maribora. No, kasneje proti koncu priprav, pa kljub temu, da so zdaj 2 tekmi odpadli in da sta prišla do tistega trenutka le Cipot in Mlakar, pa da se je nekako že napovedovala, pa je postalo jasno, da pride tudi Vizinger, je pa bil zelo samozavesten in celo se zahvalil upravi, da je upoštevala njegove želje. Tako da v 3-4 tednih takšen obrat v razpoloženju se mi je zdel, da manj je kot sporočilo, ne, ker mimo grede vse to pri trenerju, ki govori odkrito, vse tako se mi zdi, se to ne dogaja. Tako da ostala je v bistvu ta težava samo levega bočnega branilca v kadru, ampak Dudič je recimo zadovoljen z pristopom
Čedomirja Bumbiča, tako da očitno tukaj ima rešitev, hkrati pa lahko tudi Odžo se vrne na pozicijo, ki je nima tako fejs rad, pa je že odigral v Ljudskem vrtu kar nekajkrat, tako da očitno imajo v Ljudskem vrtu dovolj rešitev kadrovskih za nadaljevanje sezone. Omenil si Kija Cipota, samozavestno se je vrnil na slovenske igrišče, ne? Ta njegova izjava, da on in Cvit Sešljar sta generacijska talenta, ta je kar močna, ne? Tako da bo res zanimivo videti, kako bo zdaj vse to prinesel na igrišče. Seveda, kot vsakemu slovenskemu nogometašu, še posebej mlademu, mu želimo, da mu to čim bolj uspeva. Mene zanima, a misliš, da je težava, da Maribor ni imel neke generalke? Ne? Tiste tekme, ko je igral, so bile to predvsem take mešane postave. Ne? Da zdaj, recimo, če bi si drznili in morali napovedati prvo enajsterico, nimamo nekega oprijemljivega signala, ne, iz igrišča, ali je pa to mogoče prednost, da se nasprotniki težje pripravijo? Jaz mislim, da to ni problem, ampak zakaj? Zato, ker mi je bilo razloženo, da ni problem. In pač sem tej teoriji verjel, pa to ni bilo strani recimo Feđa Dudića, ampak nekako je postal trend bojda v sodobnem nogometu in teh priprav, tako poletnih kot zimskih, da ekipe odigrajo malo pripravljalnih tekem, da raje posvetijo več časa treningom in recimo kreiranju nekih formacij ali pa uigravanju formacij, bolj ciljno, bolj strukturirano, ker včasih pride do tekme, ko imaš ti tekmeca, ki te dominira, pa težko izvedeš to, kar bi si sam želel. In vidimo na primeru ostalih večjih slovenskih klubov, recimo na primeru Celja in Olimpije, niso odigrali večjega števila tekem. Mislim, Celjani celo eno samo tekmo. To je zmalo, ko bi tako. In Celjani so podobno storili že poleti, tako da očitno to nek trend, če je to pomenilo, da je imela ekipa 2-3 treninge, morda celo več, ker vse veš, kaj se zgodi, ne? Na dan tekme ti ne moreš trenirati, lahko imaš pa 2 treninga, če nimaš tekme, in še naslednji dan ti odpade regeneracija in zopet lahko treniraš, tako da po moje je to zdaj vse preračunano in premišljeno. In Dudića sem vprašal tisti dan po odparli tekmi, ne, kaj zdaj bo generalka na 7 teden v Mariboru, v Moravcih, kamor so se odpravili. Je rekel, ne, ni potrebe. Ne. Tako da, pa zagotovo bi našli kakšnega drugega ligaša ali pa celo prvoligaša, ki bi z njimi z veseljem odigral pripravljalno tekmo. Tako da, ja, očitno je to nek trend in to ni potrebno. Zdaj pa bomo videli, kakšna bo reakcija ekipe potem na tekmi. Jaz ne pričakujem velikih sprememb, ne, ker odšli so tisti nogometaši, ki so že bili odpisani. Zdaj, če ti spremeniš enega ali 2 nogometaša, Dario Wiesinger je prišel iz priprav, je pripravljen, koliko rabi špic zdaj za uigravanje, odvisno kakšen špic je, ampak Dudiću je všeč njegov stil igre, očitno je bil izbran targetirano. Mogoče manj pričakujem Cipota recimo v prvi postavi, zato ker vseeno se še nekako iščejo, ker je rekel tudi Dudić, da ga še bi rad preizkusil na krilih, prvič ga je dal igrati na mesto napadalca, tako da ne vem, mi je pa všeč, ko si rekel, da se je označil za generacijskega talenta. Všeč mi je ta rahel mangupski nastop in njega in recimo Marega Pejičiča. Ne. Mislim, da Maribor takšne igralce potrebuje, da takšni igralci lahko recimo delajo razliko, ne, da niso ves čas samo sklonjenih glav oziroma le upoštevajo navodil trenerjev, ampak si kdaj upajo tudi, ne vem, s kakim strelom oddaleč, pa kakšnim preigravanjem več, pa da jih ne bo potrlo, ko bo slišali prve žvižge iz tribun. Ne. Se tudi Cipot je rekel, da je Ateja vprašal, kaj zdaj je Maribor, pa je rekel, ja, samo tam je 4-krat večji pritisk kot v Muri, ne, pa je Svetijo se nasmejal, da to rabi, ne. Z mamo pa je mogel govoriti o tem, da kaj bojo zdaj se pogovarjali v soboti, ne. Ampak je njemu v bistvu vseeno, kaj se bo v soboti pogovarjali, ne. Tako da
To mi je všečno. Odlično. Pa vse te zgodbe, ki jih Miha omenja, še vedno dostopne na večer.com pošiljnica. Sport. Ja, lahko naredimo vsak teden tak pregled, kar vse smo se pogovarjali. Med drugim, zdaj, če si že navezal, preberite, pripravili smo serijo člankov za kulisja iz Beleka, tam smo pisali o tem, koliko stanejo priprave, koliko stanejo tekme pripravljalne, kako v bistvu sploh do njih pride, kdo jih organizira, kako so tekme prenašali iz Beleka, kakšen je tisti strošek, pa verjetno sem še pozabil eno zadevo. Maribor je sodeloval iz Beleka tudi z Zavodom za turizem, tudi o tem smo pisali. Pa seveda še druge zadeve iz Beleka. O Mariboru smo zdaj že nekaj povedali, 12 točke zaostanka, mogoče se v nedeljo ta zaostanek kaj zniža in Mariboru spet zagori iskra upanja, ker je na odhodu Albert Riera. Zdaj, če se ne bo zgodilo nič zelo pretresljivega, bo verjetno Celje nadaljevalo prvenstvo z veliko prednostjo, ampak z novim trenerjem oziroma brez tistega, s katerim so pridobili na samozavesti in osvajali te uspehe, predvsem v Evropi v zadnjem času. Kakšno bo Celje brez Riere? Zdaj, mogoče se mariborski navijači še ne morejo prehitro veseliti, ker tudi iz Frankfurta, iz Eintrachta prihajajo signali. Športni direktor tamkajšnjega kluba je po sredini tekme Lige prvakov dejal, da v soboto v Bundesligi bo na klopi še vedno sedel začasni trener Denis Schmidt, kar potem najbrž pomeni, da Alberta Riere še ne bo tam in lahko si zdaj razložimo, da to posredno pomeni, da je Valeriju Kolotilu uspelo v tisti nameri, da Španca zadrži vsaj do štajerskega derbija. In pa kako bo videti Celje po odhodu Alberta Riere, ker verjetno sej mogoče, ko bomo mi doposnelo, pa v času, ko se bo ta video naložil oziroma audio naložil, se mogoče že zgodi kak resnejši premik, ampak ko pokliče Bundesliga, sploh takšen klub, verjetno ne pomišljaš, vprašanje je verjetno za tu zgolj odškodnine in tega, tako da slej ko prej bo Celje brez Alberta Riere. Pa imamo en primer, kako potem to je videti. Se pravi, Albert Riera ne zapušča prvič Celja, zapustil ga je že koliko je to, 2-3 leta nazaj. In takrat je bil prvak na koncu sezone, nogometni klub Celje, Damir Krznar je dokaj varno in mirno na teh temeljih, ki jih je postavil Riera, grofe odpeljal do Lovorike, brez nekih pretresov, mogoče so se potem poleti začele neke težave, tako da tudi zdaj je prednost tako visoka, neki avtomatizmi ustavljeni, ekipa uigrana, tako da kdorkoli bo sedel na to klop, če ne bo zdaj šel povsem zrušiti vsega in postavljati na novo, bo verjetno lahko na tej zapuščini karizmatičnega Španca še kar deloval. Je pa zanimivo, Riera praktično pripeljal Celjane do 2 naslovov državnega prvaka, pa nikoli očitno ne bo dvignil tudi tega zlatega pokala še v rumeno-modrem, ga je pa dvignil v zeleno-belem. V zeleno-belem, kjer pa se ne dogaja kaj veliko, odšla sta 2 napadalca, en na posojo, en je prestopil, če se prav spomnim, zdaj novega niso pripeljali, tako da se mi zdi, ker zanimivo to dogajanje pri Ljubljančanih. Ja, ampak zdaj, ko malo tako razmišljam za nazaj, ni več to tako neobičajno, kot bi bilo v tistih najbolj divjih časih Milana Mandariča, ko so se po zimi praktično cele ekipe menjale, pa še kakšni trenerji za povrh, tako da za Olimpijo očitno ubira neko prakso bolj mirnega zimskega kadrovanja, ampak glede na stanje na lestvici bi pa mogoče morala se malo poprašati po okrepitvah, mogoče bi tudi tukaj kakšno bitko izgubila, bili so kar močni signali, da se tudi ona zanima za Darija Wiesingerja, pa je potem izbral Maribor, oziroma kako je rekel, da od Olimpije ni bilo nič konkretnega, tako da
Tako da ja, no, vsekakor pa Olimpije, to bomo zdaj uporabili eno tako slovensko nogometno floskulo, nikoli ne moreš odpisati. Kar je ne nazadnje tudi ti povedal, ne, v istem stavku z Mariborom, Denis Popovič, ne, ki je zdaj v vlogi, ki si ga v vlogi nogometnega agenta, ne več nogometaša, srečal v Beleku. Ja, Mura je izgubila torej prvega strelca na 56 tekmah ali pa 57. Za Muro je Dario Wiesinger dosegel 24 golov in če bi imel takšno statistiko v Maribor, bi bilo kar ok, no, bi bili kar zadovoljni, seveda bi pričakovali še kakšen gol več, ampak ja, izgubili so pa tisto, kar jih je delalo nevarnejše, morda nekoliko manj pritiska zdaj zaradi tega, ker so Domžale v bistvu zaključile svojo zgodbo, ampak vseeno ni pa spodbudno, da je Mura na lestvici tam, kjer je. So pa premagali vsaj Partizana, ne, v pripravljalnem obdobju. Je pa mogoče Mura ena od tistih ekip, ki pa je, kar se prevetrilo med zimskim prestopnim rokom. Mogoče niti ne mislim toliko tu na igrišče, kot na sam strokovni kader. Darjan Slavic je sicer ostal trener, ampak so se pa, mislim, da praktično vsi pomočniki s trenerjem, vratarjem in kondicijskim na čelu, oziroma Matjaž Kirk mlajši še ostal, ampak ostali so pa odšli, oziroma so jih odslovili in pa prišli novi, ne, pa kar nekaj tudi je bilo prihodov in odhodov igralcev, tako da mora znova neka nova energija, no, tam bomo videli, kako je. Se pa seveda kot noben klub ne morejo zdaj preveč zanašati, da direktnega izpada v drugo ligo ni, ne, ker tudi če pač z 9. mestom ujameš tiste dodatne kvalifikacije, daleč od tega, da si že zagotovil obstanek. Ja, ti lahko trda prede, ne, ker v drugi ligi vseeno imamo nekako stabilno Nafto, pa potem zelo dobro postavljeno Brinje, ki gradi na neki svoje zgodbi, blizu so pa tudi ostali klubi, ne, od Triglava do Tabor je še tam blizu. Ja. Ne. Pa do Jadra. No. In gremo še na, ker bomo kmalu zaključili, ker smo rekli, da bomo tokrat za vikend krajši, zato da lahko prisluhnete tudi prvemu duelu, ki ga je ta teden posnel Tomaž Ranc, ne, Prebelič Logar. Ta podcast je poln nekega EPP-ja. Debra še ima, pa med drugim tam tudi nekaj nogometnega izvesti. Ja, res je. Gremo še k Aluminiju. Tam pa so v bistvu se kar dobro okrepili, ne, pripeljali so nekdanjega reprezentanta na mesto štoperja, torej izkušenega Uroša Koruna. Pripeljali so novega rezervnega ali pa prvega vratarja. Kaj so še pripeljali? Pa pripeljali so iz Ljudskega vrta Erika Taylorja, ne, ki se še nekako ni znašel, tudi čeprav je mogoče na začetku celo obetal, ne, spomnim se enega radijskega kolega, ki je, mislim, da bila tista povratna tekma s Paksom, je bil po prvem polčasu povsem navdušen nad Erikom Taylorjem, no. Mogoče potem po koncu tekme ne več tako, ampak ja. Tam pa se zdi, da delajo nekako strateško, premišljeno. Bili so tudi v Beleku, mislim, da celo prvič, tako da Aluminij je nekako v tej sezoni stabilen, tudi na lestvici celo zelo blizu mestom, ki bi lahko vodile do Evrope. Tako, Jura Arsič očitno res ve, kaj dela, ve, kaj ima na razpolago, zdaj je tej mladosti dodal še kar precej izkušenj, čeprav že kar tudi prej ni imel nogometašov, ki bi bili povsem nepopisani listi, tako da Aluminij super pelje to svojo zgodbo, bil je hit jeseni in zdaj ima vse nastavke, da postane tudi hit pomladi, ne. Pa fino je, da imaš tu v neposredni soseščini še en nogometni klub, da še greš tam kakšno tekmo pogledati in tako da ja, super, no, tako da. A ja, pa seveda, no, da ne smemo pozabiti, mogoče pa celo najodmevnejša okrepitev njihove je pa povratnik, ne, Bamba Suso, Tako. ki je imel neki, mogoče celo ključno vlogo sploh v prejšnji sezoni pri uvrstitvi v prvo ligo, tako da zdaj izgubili, mislim, da niso kar dosti, tako da ja. Korun je rekel, pa mogoče pa res igramo Evropo, pa sem rekel, to bi bilo pa res lepo, da bi imeli 2 evropski tekmi na dosegu roke tu iz Maribora, ne. Moraš ti v Ljudskem vrtu poskrbeti, pa ne. Okay. V te
pa res ne dvomim, da jim ne bi uspelo biti vse med prvih 3, čeprav pa ja, Mariboru so cilji predvsem navijačev, pa verjamem in upam, da tudi pisarn višji kot le Evropa, tako da bomo pa spremljali prvo ligo seveda v Večeru v tiskani zdaj in na večer.com podrobno tudi v prihodnje, morda kmalu spet v kakšnem podcastu. Marko, za zaključek še kakšna tvoja misel? Dajmo samo še povedati, ker par klubov nismo omenili od Kopra, Radomlja in tako naprej, da o vsem tem, kaj so počeli ali bodo počeli, zelo kmalu berite na večer.com in v tiskanem Večeru. Tako da to, drugače pa, ja, mogoče to odštevanje do nogometne pomladi ni bilo najbolj prijetno, ne ravno zaradi vseh tistih zgodb, ki smo jih na začetku omenjali, ampak na koncu naj se igra, naj se na igrišču pokaže, kdo je najboljši in mi bomo pa zagotovo vse to skupaj spremljali. Bomo. Evo, za zaključek še vabljeni k branju, gledanju in poslušanju vsebin iz Večera v soboto in nedeljo. Hvala, Marko. Ja, pa naročite se na Večer zjutraj. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, v tokratni sobotni prilogi smo se podali na 2 pomembna terena, med mlade in delavce. Najprej misija Mladi in politika, spraševali smo, kako na volitve gledajo mladi, kaj jih odbija skrbi in zanima, kako sploh spremljajo dogajanje v njej, bi kdaj sledili profilu kakega politika, kaj v volilnem programu preberejo. 3 gimnazijci so dokazali, da so mladi vse prej kot apatični in da še kako dobro vedo, kako deluje svet in njegovi algoritmi. Z razkalcem, čistilko, kmetom, vzgojiteljico in medijskim delavcem o minimalni plači in maksimalnih izkoristkih, o življenjskem standardu in pogledih na panoge, v katerih delujejo, in preživljanju sebe ali svoje družine. Plača je pomembna, a ni edino, kar človeka drži pokonci. Človek potrebuje tudi dostojanstvo. V letu po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo ZDA pretresa politična turbulenca. Sistem, ki je desetletja veljal za najmočnejšega varuha demokratičnih pravil, se zdaj sooča z razkrajanjem institucij, ideološko polarizacijo in osupljivo zunanje politično nepremišljenostjo. 1. dan februarja pa v Večeru v nedeljo, starša Prevc, začetek vsega. Takšnih na svetu ni. Da niso čisto nič posebnega, jim ne verjamemo več. Morda takrat, ko sedejo skupaj k kosilom, res ne, a omizje Prevčevih je vendarle veličastno. Kar 4 otroci so stali na stopničkah v svetovnem pokalu, kar 3 svetovne rekorde imajo, 3 svetovne prvake, olimpijske medalje in prvič v zgodovini sta brat in sestra osvojila zlato na istem svetovnem prvenstvu. Kako nore zgodbe včasih spiše življenje, športno življenje. Mariborčanu Benjaminu Pratnemerju se je postavilo na glavo, ker je postal predober za lokalno sceno v pikadu. Bo amaterski status v pikadu kmalu zamenjal s profesionalnim, sicer pa je Benjamin zdaj še zaposlen kot vodja trenerjev nogometne šole Kovinarja na Teznem. Ko je iluzija popolna, je resnica nepomembna. Pogovarjali smo se s čarobnim umetnikom Vladimirjem Mikekom Vladimirjem. 70-letni Mariborčan je poznan po vsej Sloveniji, Evropi in tudi po svetu kot čarodej, mentor, organizator, predavatelj in inovator. Naj vam algoritmi ne okužijo dneva preveč, lahko pa sledite nas, Zakonec je preblisk, kjer sodi tisti, ki obtožuje, ne vlada pravo, marveč nasilje, je misel antičnega filozofa Publija Sirskega. Srečno!